Oba moja starša sta bila novinarja, dosti pred svojim časom, ampak nekako nista bila srečna skupaj, veliko sta se prepirala, kregala. In moja mama je imela hude psihične težave. Ena moja teta razlaga, da ko sem bila čisto majhna, da sem take stvari govorila, na tak način sem govorila, da ne bi bila stara 4 leta. Se mi zdi, da me je vedno vleklo v templje, če je kdo zraven mene sedel pa molil. Mi je bilo čisto naravno vse zraven. Se mi zdi, da enostavno, da je moja duša čutila, da je tam zdravilo. Danes je z menoj v studiu Sanskriti Kumar, svetovalka psihološke astrologije in študentka telesno usmerjene psihoterapije z izrazito intuicijo in jasnim notranjim zaznavanjem. Dobrodošla, Sanskriti. Hvala, Mateja. Pripravljenih imam toliko vprašanj zate, da bo podcast dolg in zato predvajan v 2 delih. Najprej bi rada povedala, da sva se spoznali preko mojega pokojnega moža Haja. Skupaj sta snemala reklamo in zelo sta se ujela, v pogovoru sta šla v globino. In kaj ti je takrat povedal? V bistvu zelo zanimivo, ker seveda sva se takoj začela pogovarjati o Indiji in pogovarjala sva se o tem, da sem jaz dosti, zdaj pač kot moj poklic v svetovalnih vodah in jaz sem bila takrat v bistvu v eni taki dilemi v smislu, da ko se ukvarjaš na področju osebne rasti in delaš z drugimi ljudmi, ki je pač tista meja, da ni to potem samo preveč posel, pa nek marketing, pa da se ne spremeni v nekaj čisto kapitalističnega. In kako ohraniti tukaj noter vseeno neko čistino, neko pristnost. Takrat sem dosti sem bila v temu, a je v redu, da jaz to delam, ali ni v redu, da jaz to delam. In takrat mi je dal eno veliko spodbudo in potem mi je rekel, z mojo ženo moram narediti en intervju. Moja žena bo naredila en intervju s tabo, ampak ni takrat govoril o podcastu, ampak je mislim, da rekel za revijo Ona Plus, ki si takrat pisala. Možno, da sem takrat Ker mi je to rekel, da bi bila tebi zelo zanimiva. Ja, res je. No in danes sem kar ganjena. Bova izpolnili njegovo željo? Ja. Wow, to je bilo 2023, mislim, da. Wow, ja. Pa res je bila še Ona Plus in ona. Ja. Bova še v Haju kaj rekli, kasneje. Si Indika, rojena v New Delhiju, imela si travmatično otroštvo. Kaj vse se ti je dogajalo? Ja. A veš, jaz zelo ne rečem mogoče rada več travmatično otroštvo, ker vidim, da je vse do pikice točno tako, kot je bilo, je moralo biti tako. To je res neverjetno, ko se mi zdi, ko prideš ven iz tistega težjega obdobja, pa se potem ene druge stvari začnejo sestavljati, ker rečeš, to je moralo biti, vsak kamen je mogel točno tako stati, ko je stal, zato da sem jaz pač danes lahko tukaj, kjer pač sem. Se mi zdi, da je to takrat zelo težko sprejeti, ko si sredi tistega viharja, sploh če se ti dogaja to, kar se pač meni do zdaj veliko dogaja v življenju, da pač vsak let je nekaj. Nisem imela takih let v življenju, veš, ko bi rekli, mirno leto, tako klasično leto. Resnično vsako leto so bile pač take ali drugačne situacije. In velikokrat sem si želela, bo kdaj mir, kdaj bo tisti mir. In tudi ko sem recimo na moji psihoterapiji, ko sem sedela z mojo terapevtko, je rekla, veš, vsi si želimo ta mir. Koliko se ta mir prodaja? Najbolj, kako bi rekla, kapitalistična dobrina je ta mir v resnici, ker če tako pogledaš prek raznih produktov, se tudi prodaja mir, globoko v ozadju. Naprimer, čisto banalno, kupiš ta parfum, pa če greš po unih lerih gledati, kaj prodajajo. Kupiš nek parfum, nek brand, zato da si,
Zmišljujem si zato, da sem vredna, zato, kaj pa je potem, ko sem vredna, pa sem pa ljubljena, kaj pa je potem, ko sem ljubljena, pa je varno, kaj pa je potem, ko sem varna, potem je pa mir. Pa se pa lahko pomirim in samo sama, ker sem se že tudi tega hotela danes dotakniti. Tako da se mi zdi, da vsi iščemo ta mir, vsi si ga zelo želimo, ampak v resnici mogoče je mir lih sredi vsega tega, kar se dogaja. Da v bistvu ta mir najdeš, ko se to globoko sprostiš sred vsega, kar je, in mogoče greš v eno tako globoko sprejemanje tega. Pa to ne mislim, veš, nekako tisto New Agersko, kako bi rekla, sprejmi vse, kar se ti dogaja, ampak ne samo sprejeti, dejansko čutiti. Ko si dovoliš čutiti vse, kar se ti dogaja, to mislim, da je ena taka mojstrstvo, ki se jo bom jaz osebno, da se bom to celo življenje učila, in tudi tako, kot si ti rekla, izguba, smrt, recimo tudi neuspeh, se mi zdi, da velikokrat sem jaz napačno pristopala do tega, naprimer, pristopila do neuspeha tako, da zdaj čutim neuspeh, gremo čim prej to popraviti, da grem ven iz tega in da se spet boljše počutim, ampak v bistvu res nekaj najbolj ranljivega je tudi sedeti v temu, tudi sedeti v tem občutku, pismo je, za mi je pa totalno spodletelo. In a lahko najprej samo sem v temu, brez da to moram zbežati pred tem. Ja, to je tako pomembno, res. Ja. Tega se vsi učimo. Ja. Je pa res, je težko. Ne rabiš to sam narediti, imaš ljudi, ki ti pač pred tem lahko pomagajo. Ampak Tako da, če rečem, da za moje travmatično otroštvo, iz enega takega vidika, psihološkega vidika, bi rekla, da zelo travmatično otroštvo in da se tudi sama vprašam, velikokrat, sploh zdaj, ko delam tudi z otroci v šoli, velikokrat se vprašam, ko vidim kakšno njihovo težko zgodbo, moj bog, kako sem jaz neke stvari preživela, pa sem bila mlajša, pa je bilo še težje. Tako da jaz sem odraščala, v bistvu oba moja starša sta bila novinarja, dosti pred svojim časom, ampak nekako nista bila srečna skupaj, veliko sta se prepirala, kregala in moja mama je imela hude psihične težave, so se ji razvijale te težave postopoma, predvidevam, da je bila že pred poroko dosti nagnjena k depresiji in jaz sem v bistvu odraščala ob njej, ob takem stanju. Tako da mislim, da sem se šele kasneje skozi leta naučila, da to ni bilo normalno. Ker sem takrat tako zelo enostavno sem postala otopela, da ne vem, navadila nisem, veš, ko nekaj nimaš nikoli, tudi ne veš, kako je, ne čutiš tisto, kaj bi bilo, kako bi bilo zdravo. Dokler pol ne dobiš malo ljubezni, dokler pol ne posije malo svetlobe pa sonce, pa rečeš, okej, to je nekomu čisto osnova. To je osnova, tako izgleda osnova. Ti si v bistvu imela tudi občutke krivde, da si se sploh rodila, si mi omenila, ker se je mama odpovedala pol karieri. Mislim, da res odnos z mojo mami je nekaj, sej predvidevam, da kar pri vsakmu, ampak pri meni vsekakor ena taka močna rdeča nit. Imela sem velike občutke krivde zaradi tega, ker ampak veš, zdaj razmišljam, mogoče sem pa njeno krivdo usrkala jaz. Mogoče to sploh ni bila moja krivda, ampak kot otrok, da sem samo čutila ene občutke in sem jih sprejela za svoje. Ampak takrat pa sem se vsekakor počutila, da jaz se ne bi smela roditi, da bi bilo mogoče boljše, da bi bilo mogoče tudi mojima staršema boljše, ker sem razmišljala, mogoče sta tudi zaradi tega ostala skupaj. Da če mogoče mene ne bi bilo, mogoče bi se pa pol sam ločila in bi se rešila in to je to. Mami pa takrat živeli smo v dosti taki družbi, ki je pač takrat pričakovala od ženske v Indiji, v Deliju, da je pač doma, da se posveti domu in gospodinjstvu in otrokom. Ona pa enostavno ni bila tak tip ženske. Je bila tip ženske, ki je želela graditi svojo kariero in mislim, da je želela zelo raziskovati življenje.
Za zdajšnje čase to ne bi bilo nič takega več. No? Hkrati pa zdaj tudi razumem, kar je pač moj oče od nje pričakoval. Včasih sem mu to zelo zamerila pred leti, zdaj tudi razumem en del. Ker je pa tudi res, da je normalno, ko imaš otroka, da se mu posvetiš, da je to dobro. Zdaj, če se pač to zgodilo, narediš vse, kar je v tvoji moči, da se pač posvetiš temu otroku. Pri nas je bilo pa tako, da mama je želela čim prej nazaj v službo. V bistvu je že bila, ko je bila noseča z mano, je bila v globoki depresiji. Hudo je bila depresivna. In evo, zdaj, če mogoče malo skačem iz ene teme v drugo temo. Ko sem jaz začela se ukvarjati z psihološko astrologijo, ko sem se jo torej začela učiti, seveda najprej pogledaš v svojo karto. In pri psihološki astrologiji je velik uvid tudi v podzavest. Recimo 12. hiša predstavlja to globoko podzavest, globoko nezavedno. Hkrati pa tudi predstavlja zadnji mesec pred rojstvom. Tudi ascendent tudi deloma nakazuje ta vstop v svet, kako je bil čez maternico, nožnico. In ko sem jaz gledala v to mojo 12. hišo, sem tam videla kar ene take pozicije. Sem rekla, da bi moglo biti nekaj stresno v času nosečnosti. In sem spraševala doma, kaj mislijo, da je bilo. Pa so mi rekli, ne, pa se je bilo vse v redu, takrat smo imeli še kar nek denar, pa mi je rekel, oče, tebe smo peljali k privatnim zdravnikom, ker jaz sem si tako želel, da bo vse v redu, da bo moj otrok dobil najboljši tretma. In ni mi, recimo, nekako tudi v njegovi percepciji se pač očitno ni zdelo, se ni bil nek tak velik stres. In šele kasneje se je v bistvu ta slepa pega razkrila, zato ker mene v življenju, jaz sem nosila en tak nepojasnen strah s seboj. Strah, a veš, tako, kot da je baza, iz katere štartaš strah. Ampak navadila sem se živeti s tem strahom, tudi sem bila dosta otopela. In sem kasneje začela opazovati, recimo v stiku s komarkoli, moj prvi odziv je strah. V stik s kontaktom. Še vedno? Še vedno, ja. Še vedno. Zdaj ga znam bolj ga znam regulirati, bolj ga znam čutiti. Pa mogoče ne bežim. Mogoče mi je to en tak ranljiv trenutek, ko se mi to zgodi. Ampak ja, ta strah pred kontaktom mi je bilo zelo zanimivo, kaj je to, tako močno noter. In skratka, moja mami je odšla iz tega sveta tako, da je naredila samomor. In v bistvu, ko je ona to naredila, je takrat mojega očeta to tako pretreslo, da mi je rekel, o moj bog, zdaj sem se spomnil, ne vem, kako se vsa ta leta tega nisem spomnil, ampak ko je bila noseča s tabo, je na isti način poskušala narediti samomor. Ja. In takrat tudi zdaj imam tako mravljince, takrat jaz se spomnim, ko mi je to povedal po telefonu, sem se samo usedla dol in sem rekla, wow, to je ta manjkajoč košček, kam nekaj mi ni bilo, veš, nisem se mogla oprijeti, nekaj se je moglo zgoditi, pa nimam informacije, kaj se je zgodilo. In ja, potem sem se, seveda mi je to imelo velik smisel, ko sem gledala v svojo astrološko karto, o čem je govorila ta moja 12. hiša. O enem takem hudem strahu, ki sem ga doživljala v maternici, ob osebi, ob kateri bi se morala počutiti načeloma najbolj varno. Ta oseba, oziroma tudi čas, v katerem bi se morala počutiti varno, in to je maternica, da se tam nisem počutila varno, se mi zdi, da to gre na toliko ene globoke ravni, in ima vplive zelo daljnosežne. Ja. In v bistvu si pa zelo, zelo mlada že začela iskati, ravno zato, ker je bila ta bolečina tako huda. Ja. Veš, meni se zdi to kar ena taka magija, no? Po eni strani vse skupaj, veš, mislim, čarobno iz tega vidika, veš, toliko enih težkih stvari se mi je zgodilo, ki jih nikakor ne bi želela ponoviti v življenju, ampak hkrati, ne vem, toliko ene pomoči je prehajalo sočasno, tako da, veš, zato toliko strpnostjo govorim, prav vse je moralo tako biti, zaradi vse te pomoči, ki je sočasno pač bila tam, tako da, jaz, mislim, pravijo, tako mi je enkrat ena moja teta razlagala, rekla, da ko sem bila čisto majhna, da sem take stvari govorila, na tak način sem govorila, kada ne bi bila stara 4 leta.
In da so se oni takrat hecali, ta je prinesla modrost iz maternice. Kao, moji mami so rekli, kakšne knjige si ti brala, ali pa kaj si ti jedla, da ta otrok pač take kvasi, po domače. Pa hkrati tudi jaz sem zelo rada govorila, vse me je zanimalo, vedno sem za vsako stvar spraševala, zakaj. Zakaj je to tako? Od nekdaj sem pa imela samo od sebe eno tako nagnjenje k Bogu, enostavno, čistko. Se mi zdi, da me je vedno vleklo v templje, če je kdo zraven mene sedel pa molil, mi je bilo čisto naravno se vse zraven. Se mi zdi, da enostavno, da je moja duša čutila, da je tam zdravilo. In tudi včeraj sem se pogovarjala z eno meni tako, lahko ji rečem, ena od mojih učiteljic, čeprav ona ne mara, da ji tako rečem. Ampak je rekla, lej, z vsemi stvarmi, z vsemi terapevtskimi tehnikami ti greš do ene mere, ampak na koncu je tisto, kar res naredi to alkimijo, pa neko transcendenco, je Bog. Ja. To je res, tam pol pa moraš, prideš do tega enega odnosa, in tam se ti pa zgodi, da se ti lahko tudi, tako, res se ti lahko tudi zbrišal. Včasih stojiš pa doživiš en tak trenutek, ko čutiš, zbrisal se je, res na celični ravni se je nekaj zdajle v meni zbrisalo, ali pa mogoče boljše rečeno preobrazilo. Nazaj v neko drugo energijo. Tako da to mi je, zanimivo mi je to, združevati duhovnost z nekim psihološkim vidikom nas. Hkrati tudi se mi zdi, da prava psihoterapija, za moje pojme prava, psihologija, te tudi vedno vodi do Boga. Ja. Ni to, da se tam nekje ustaviš, ampak te vodi do tega nekega višjega jaza, se tudi, o psihologiji govorimo, o konceptu višjega jaza in podobno. Tako da ja. Da v bistvu spustiš nadzor iz rok, ker s temi terapijami pa to vedno hočemo nadzirati stvari. Ja. In da se prepustiš Ja. višji sili, višjemu sebi, Ja. višjemu delu sebe, ki ve, Ja. kaj je dobro za nas. Ja. Se mi zdi, da tudi, če se, ko res gremo globoko v neko psihoterapijo, se mi zdi, da prvo leto je tista želja, ko začnemo. To pa to hočem zrihtati pa urediti pri sebi. Tako da še vedno izhajamo iz tega prostora popravljanja sebe. Se mi zdi, da pa pravo tisto notranje zdravljenje se pa začne dogajati, recimo čez nekaj časa, prideš do točke, ko rečeš, jaz sem ok, kako trenutno sem. In počasi hodim proti tej svetlobi, proti Bogu. In je ok, tako kot sem, je ok. In ne greš več na terapijo zato, ker moraš nekaj pri sebi popraviti ali pa spremeniti, ampak ker je to tako kot, ne vem, tako kot ješ, tako kot piješ vodo, tako kot postane ena taka higiena, pa eno tako naravno razvijanje tvoje poti. Tako da recimo tudi jaz zdaj, ko grem na svojo psihoterapijo, enostavno zdaj več ne razmišljam to, kaj bom danes tam prinesla, ampak bolj se usedem in rečem, ok, pa dajmo videti, kaj bo danes prišlo. In tukaj vidim, da se moje telo najbolj odziva pri nekem zdravljenju, ker ni nekega cilja, ampak je jaz se hočem usesti s temi deli sebe, jaz se hočem usesti telo ob tebi in biti tukaj za tebe in slišati, kakšno zgodbo mi želiš pripovedovati. Si pa najbrž tudi predstavljaš, da enkrat ne bo treba niti na terapije več hoditi, ne? Ja, vsekakor. Pa v bistvu lahko tudi, če imaš fajn krog, ne vem, prijateljstvo pa tako, tudi z njimi lahko marsikaj predelaš, ne? Ja, absolutno. Dobiš podporo. Dobiš podporo. Res je, psihoterapevtski odnos je tak specifičen odnos, ampak se mi zdi, da je en pomemben korak absolutno pri psihoterapiji potem tudi, ko jo končaš. Kjer je tudi to zelo pomembno, ker dobiš en tak zaključek, ker velikrat ne dobimo priložnosti za dovršitev nečesa. Tudi to je res, da predolgo ostajamo v nečem. Se mi zdi, da je umetnost, tako kot znamo v nekaj vstopiti, pa nekaj roditi, tako je tudi isto pomembno nekaj zaključiti, pa nekaj poslati v smrt. Pa zaupati sebi, da zmoreš sam brez terapeuta. Da se ne naslanjaš celo življenje pa na nekoga. Ja. Pa Bogu, sebi in Bogu. Ja. Mogoče bi še tole o nasilju, ki si ga omenjala. Vprašala bi,
Ja, kako to vpliva na živčni sistem, pa bom en odlomek prebrala, ki si mi ga poslala, ali pa sem ga mogoče pri tebi na Facebooku našla, tudi možno, ja. Nasilje ne vpliva le na naše otroštvo, temveč tudi na naš živčni sistem. V bistvu, bo to že odgovor, pravzaprav, ja. Kričanje, agresija in udarci so se že končali, a naše telo lahko še vedno funkcionira tako, da ob stiku z vsem in vsakim pričakujemo nepričakovan udarec, psihičen ali fizičen. Zato tak sistem tudi hitreje izgori, ker se nikoli zares ni sprostil in posledično tudi regeneriral. Otroci, ki smo odraščali v kronično nasilnem okolju, smo bili pravzaprav izgoreli že davno, v tistem majhnem telescu, v otroštvu, ko je vse v nas trepetalo. Tak res ganljiv odlomek. Hvala. In prej si omenila, da si zaposlena trenutno v šoli in med drugim vodiš psihološke delavnice, tako da vidiš, da veliko stvari pride na dan pri otrokih in s tem malo tudi podoživlja svoje otroške travme. A poveš malo o tem? Pa o tem odlomku. Ja, jaz mislim, da kakršenkoli stik z otroci, če smo dovolj zavestni tega, je lahko zelo zdravilen tudi za našega notranjega otroka. Ker ko opazuješ, jaz nimam svojih otrok, ampak ja, imam to srečo, da sem prišla v stik z otroci, se mi zdi, da ko opazuješ otroke, mogoče lažje zdaj z odraslim umom razumeš, zakaj smo se mi odzivali na neke situacije tako, kot smo, ko smo bili majhni. To je meni najbolj mogoče zdravilno. Ko gledam kakšnega otročka in vidim, kako se odzove ob neki situaciji s sramom. In potem v živo pred sabo to vidim, tudi pri sebi razumem, zato se je pol čez leta neki tam takole zavozlala. Ali pa, kot otroci veliko otrok se zlaže. Vsi otroci smo se lahko hitro zlagali. In spet, zakaj pride do tega znotraj nas. Tako da, kar se pa tiče odraščanja ob nasilju, imam pa pač zelo to osebno izkušnjo. S tem doma je bilo res veliko fizičnega nasilja, psihičnega nasilja, veliko kričanja tudi. In šele zdaj, mogoče v 30-ih, sem začela zares videti, kakšen globok vpliv je to imelo to na moje telo. Predvsem, a veš, seveda, okolje, ki naj bi bilo v osnovi varno, okolje, ki naj bi predstavljalo zatočišče, ko to več ne predstavlja, se mi zdi, da se znotraj nas zgodi en tak velik razkol ali pa mogoče en tak notranji razdor in tudi ena zmeda, verjetno v otroštvu. Ker potem začnemo mogoče tudi obračati to. Tam, kjer bi moralo biti varno, pričakujemo, da je normalno, da tisto ni varno. Se mi zdi, da se tudi nek notranji standard enostavno zamenja. In da se pač ta občutek nevarnosti zelo globoko vtisne v nas. Logično, da pač kadar je nasilje okoli nas, prvo čustvo, s katerim se odzovemo, je strah. Zdaj pa, kaj strah naredi telesu, je strah, mislim, da je prvi odziv, tudi predvidevam iz telesa ta, da rečeš samo, da preživim, samo, da se ohranim. In v bistvu telo začne, se mi zdi, na nek način odpovedovati vse tiste funkcije, ki trenutno niso potrebne, in vsa energija se iz tega, energija, ki je široka, ki je vitalna, ki izžareva navzven nekaj, se začne obračati k sebi noter. Samo, da se skrijem, samo, da se ohranim, samo, da me noben ne vidi. In to, kar se na energetski ravni zgodi, ta notranji krč, se potem seveda začne poznati to tudi na mišicah, na fasciji, na celični ravni. Recimo v telesno-usmerjeni psihoterapiji obstajajo prav tipi teles, kjer lahko vidiš, kakšna je tipologija. Torej, kako se je naše telo zgradilo. Meni je to res fascinantno. To je vse v ozadju sočustva. Recimo, ne vem, a imam jaz čeljust malo nagnjeno v eno smer, a imam ramena takole in takole in vrat tako, a imam oči, recimo čisti primer oči, ker ta del naj bi se v bistvu najbolj zgodaj ustvarjal, potem razvijal v tem času, ko smo bili recimo dojenčki in če že takrat bo veliko nasilja. V očeh recimo lahko takoj vidimo pri osebi, a so oči sproščene, a so oči usmerjene totalno navzven, da ohranjajo kontrolo, ali so se te oči udale nad življenjem. In so oči zamaknjene tam in nekoga gledaš v oči in rečeš,
sploh je ni tam, te osebe. To se mi zdi, ta rezignacija je verjetno najhujša tista stopnja, ki jo lahko doživiš znotraj sebe, ker je bilo očitno res tako zelo preveč, da sam živiš kot en živi mrtvec. Tudi recimo to stanje poznam pri sebi. Jaz, ko sem gledala svoje otroške slike, a veš, take skrive, velike oči sem imela, in potem sem začela to spremljati, kako so postajale vedno prestrašene, prestrašene, zaskrbljene, in s časoma potem tudi, ko sta se res dokončno razšla z mojo mami, takrat se je zgodila v bistvu še ena zelo težka stvar, in sicer to, da je moja mami imela še tretjega otroka, torej mojo polsestro, in je takrat poskusila narediti samomor skupaj z njo, ker je bila še dojenček. In v bistvu se je zgodila ena taka grozna tragedija. Mami torej hvala Bogu, ni uspel ta poskus samomora, da bi ona umrla, je pa moja polsestra umrla takrat, ta dojenčica. V reki se je utopila. Mami so mojo takrat uspeli rešiti. In vidim slike od takrat pri sebi, da so moje oči čisto, ugasle, kada jih več ni tam. In tudi že kot majhna, ko sem se jaz takrat gledala v obraz, tako sem imela ta občutek, jaz nisem lepa. Tako nisem se počutila več kot otrok lepo, ampak pravno en tak sram, ena taka vdaja, nisem se dobro počutila v svoj koži. Kada je nekaj tudi narobe s tabo, Ja, definitivno. To se mi pa zdi, da je tako osnovno sporočilo, ko se začne okoli tebe dogajati stvari, ki si jih ne zaslužiš, najprej si to razložiš kot na globoki ravni, nekaj je sigurno z mano ni v redu. Jaz nisem vreden očitno boljšega, ker si pač ne znamo razložiti drugače. Ja. Imamo pa pač skozi to potrebo, da si moramo stvari razložiti. Kar je včasih dobro, včasih pa tudi ni dobro. Ker dejstvo je tudi, da ne obstaja razlaga za vse. In to se mi tudi zdi tako, da mogoče tukaj sploh na Zahodu, to je mogoče ena taka ključna razlika, ko je vsej takrat, kako je bilo v Indiji, velikokrat enostavno za ene stvari, tudi ni razlage, tudi ni smisla, tudi niso vse stvari smiselne, in vse se s tem je mogoče tisto, kar ti da tisti izdih, tisto olajšanje. Medtem ko iskanje smisla pa iskanje nekega vzroka pa razlage velikokrat tudi je samo obramba pred tem, da bi sprejeli, da je bilo tako, kot je bilo. Tako da jaz sem vsekakor bi rekla učbeniški primer tega, kako sem imela, ali pa še zdaj je to veliko moram delati na tem občutku, da sem v redu. Videla sem pri sebi te ugasle oči in tudi recimo dioptrija sem dobila, nadaljavo sem začela vedno slabše videvati, in tudi moj pogled je bil vedno zelo zamaknjen. Nisem bila prisotna tukaj. Tako da strah se vidi tudi v očeh, strah se vidi tudi v lobanji, velikokrat pri delu recimo z ljudmi vidim prav tukaj, ta del. In če želiš nekoga recimo pomiriti, če te osebi to v redu, velikokrat pomaga, da tukaj roko damo. Ampak res taka globok prisoten stik to mora biti, da si samo prisoten, nič ne popravljaš, recimo svoji ljubljeni osebi ali pa otročka vidim, kako to kakšnega pomiri. Če mu položiš tukaj dlan, da ta vagusni živec dejansko začuti tvoj utrip skozi to prisotno roko in se cel sistem pomiri. Brez razlage, brez da bi mogli umu razložiti, da je varno. Kakšno srečo imajo te otroci, da si pri njih v šoli? Jaz res rečem, da jaz imam enako srečo. Ja. Delam po najboljših, mislim tisto, kolikor pa znaš, veliko stvari tudi, če ne znam. Tako da občudujem tiste, ki so tam že dalj časa, iskreno. Ja. Ker je naporno delo, Je naporno delo, pa veš kaj, tudi vidim, da se hitreje opazimo vse stvari, ki so negativne. Recimo v Sloveniji rečemo, to ni v redu v sistemu. Jaz pa, veš, ko sem šla na teren, pa sem recimo imela take in drugačne izkušnje, jaz rečem, koliko je pa dobrih ljudi
na tem svetu in da sam zaradi teh dobrih ljudi ta svet še stoji. Ja. In da se to tako premalo pove, poudari. In isto v šolstvu. Vem, veš, da je ogromno nekih, ne vem, kakšnih negativnih zgodb lahko ali pa ne vem. Ampak koliko je dobrih, iskreno, koliko je pa tu dobrih učiteljev, koliko je dobrih pedagogov, koliko je dobrih svetovalnih delavcev tam. In to ne govorim samo, ker sem zdaj jaz na eni šoli, ker vidim, ker gledam kakšne pa rečem, wow, koliko se eni ljudje tam trudijo, pa se izobražujejo, pa spet ne vsi, ampak določeni, pa jih res občudujem. Domov nosijo, veš, vse to, razmišljajo, kako bo jutri boljše reagirati, kako probati to, pa poskusimo na tak način to rešitev. Hkrati pa tudi iz svoje izkušnje, ko sem bila jaz otrok, recimo, ko sem bila jaz v srednji šoli, koliko so meni pomagali v srednji šoli, moji profesori, kako zelo so bili tam zame skozi nek zgled ali pa ko so opazili, da nisem v redu. Recimo, jaz sem imela tako izkušnjo z mojo razredničarko v gimnaziji. Jaz se spomnim, da ko sem prišla v ta razred k njej, tak stvari, stavke, ki nam jih je govorila, oziroma v bistvu se spomnim tega trenutka, jaz pač nisem imela rada matematiko, naravoslovje. In en dan sem spet, tako sem sedela na okenski polici, sem rekla, vesolje, zakaj moram jaz hoditi v to šolo? Torej, ena od stvari pri meni je tudi to bilo, meni se je zdelo totalno nesmiselno hoditi v šolo že od majhnega. To je bil moj tako velik odpor. Meni se je zdelo, kaj jaz tukaj delam, kje sem jaz prestala na tem enemu planetu, a veš, mislim, kaj se to dogaja, meni se to zdelo kot en zapor, kada so mene dali v zapor. Zanimivo pa, veš, imela sem pa zelo tak ambiciozen karakter, tako da polka sem pa noter padla, sem pa želela imeti same petke, pa vse, ampak mene to, da imam tak karakter, da mene moti ta velika struktura, veš čas sem si želela, da grem iz šole, ko me čakam, tudi govorila sem si, jaz, ko bom odrasla, jaz bom imela SP, jaz nočem hoditi, takole spet v nek sistem. Skratka, takrat v gimnaziji sem se pa kar začela mučiti, prav tak velik odpor mi je bil. Nisem več videla tako nek tak smisel, zakaj to pač počnem. In sem prišla na našo razredno uro in nam je tale profesorica Eva Škobal, ona tako začne jutro s predavanjem in reče, a veste, zakaj se vi morate učiti matematiko? To se ne učite vi zato, da bi vi znali te račune, pa da boste te podatke znali, pa ne vem, kakšne formule. Vi se to učite zato, da vzdržite z to svojo frustracijo, da se naučite koncentracije. To boste rabili, ne matematiko, ampak vi boste rabili, bodo situacije, ko boste, ne vem, sedeli na nekem sestanku in boste rabili imeti kapaciteto notranjo, da tudi, ko imaš občutek, to mi ne gre, to ne znam, da je en glas, ki reče, ok, ampak se bomo naučili, bomo poiskali pot. In je rekla, veš, to vzemite od šole, to vam daje, tudi ti predmeti, ki vam ne gredo. Tako da mi je bilo zelo fascinantno, kako hitro je vesolje odgovorilo. In jaz priznam, takrat jaz pri 15 letih, meni je to bil polnik smisel, sem kao, ok, v redu, zato hodim sama, v redu. Daje mi to pač je neka vaja, za neka čustva, za neko razvijanje nekih drugih veščin v sebi. Tako da taki ljudje, veš, to so eni taki stebri, ki jih rabiš mogoče v nekih trenutkih življenja, ko tega mogoče kje druge nimaš. Potem je bila spet ena druga profesorica, ona je vodila takrat, torej jaz sem hodila na prvo gimnazijo v Mariboru, ona je pa vodila take motivacijske delavnice takrat in z njo sva še noro v stikih. Mislim, da sta me obedve vzeli kar za svojo hčerko, tako. Ona vedno reče, še zdaj, ko me komu predstavi, reče, jaz ne bom pozabila trenutka, ko sem stopila v ta razred, ta prvi letnik in sem tam zagledala to Sani, to Indiko. In od takrat naprej, sva midve tako. Začela je svoje predavanje, da nam je pokazala eno sliko enega belega goloba, kako sedi na kamnitem zidu. Ona se je dosti ukvarjala takrat tudi s to jungovsko simboliko in podobno. In je rekla, ok, poglejte si to sliko, zaprite oči, kaj začutite, kaj vam ostane od te prispodobe, kakšen občutek in kaj vi mislite o tej sliki. In
spomnim se, kako so zdaj ostali reagirali. Jaz sem rekla, da se mi zdi, da se sprašujem, zakaj ta golob ne vzleti, ne, iz tega kamnitega okvirja. Zakaj kar tam sedi na tem kamnitem oknu, pa tako temačno je to okno, golob je pa zelo svetlo. In ona je čisto zažarela, rekla, to je to, ne, to, draga moja, nismo mi vsi kot eni taki golobi, kar sedimo, a ne, na teh enih zidovih, kar ždimo tam, ker mislimo, da smo nekje v nekem okvirju, a ne, in koliko enih okvirjev si v življenju postavljamo, koliko okvirjev si postavljamo, koliko lahko zaslužim, kaj je za mene možno, kakšnega partnerja lahko dobim, kakšno, ne vem, hišo lahko dobim, kakšne veščine lahko imam, ne. Seveda, da ti take stvari zelo dajo zamisliti pri tistih mladih letih, ne. Tako da ta prispodoba s tem golobom mi velikokrat ostane, ne, v glavi in to, da včasih se rabimo spomniti, da moramo vzleteti. Ja. Ne. Klele bi na tej točki malo so preskočili, kar naenkrat so že v Mariboru. Ja. Kako si prišla z Indije v Maribor? Pri 10 letih, a ne, si se preselila, ste se z družino. Ja, meni se zdijo take stvari toliko čudežne, no, toliko večje od življenja, ali kako bi rekla, ko se je vse to zgodilo pri nas doma. Jaz se res spomnim, da kot tisto leto, 2, 3 kot otrok, jaz sploh ne spomnim se, da bi bila vesela. Seveda meni se takrat ni sanjalo, da je to lahko kaj takega tudi kot depresija, ne. Ampak velikokrat se spomnim teh trenutkov, da sem gledala skozi okno, očitno je to neka moja, kako bi rekla, moja neka metafora ali kaj, ampak jaz velikokrat, ja, imam te trenutke, ko gledam skozi okno proti nebu, ne. In takrat, ja, vem, da sem občutila v sebi globok obup in spet, ker veliko sem molila, pa če sem se, v Indiji imaš doma pač oltar. Ne, vsak dom ima svoje svetišče, svoje oltarje in ta oltar, na nek način sem skrbela za ta oltar, ne. In včasih sem tudi po 5-krat na dan mantrala, sedela tam, prosila in sem rekla prav tisto, Bog, jaz čutim tako globok obup v sebi, da si ne želim več biti tukaj, ne. Prav kot majhna, in to se mi zdi, da je bil tudi tak, veš, tisto, zdaj, ko to poslušam, se misliš kot en tak heartbreak, ne, ker se ti zlom srce, da tak majhen otrok to občuti. In ja, takrat sem prosila, sem dala namero, da se naj življenje spremeni, da se naj nekaj zgodi, da jaz več ne morem, ne. In je v bistvu moj oče v roku 1 leta potem spoznal Slovenko. Iz Maribora, tako da ta velik preobrat se je potem zgodil. On je njo spoznal, onadva sta se potem zaljubila, ona je zelo veliko hodila v Indijo, a ne, in potem sta se odločila za skupno življenje in evo, mi smo kar začeli smo potem se seliti, ne, v Slovenijo. Tako da, še sestra, ne? Še sestra, še mlajša sestra in smo se preselili v Maribor. Predtem itak seveda nismo slišali za to državo, nismo pač, ne, nič vedeli o tem, kje je Slovenija, kje je Maribor, karkoli. In najbrž so bili začetki težki, ker je bil čisto drug jezik in tako, ne? Ja. A veš, včasih se mi zdi, da boljše, da ne veš, pa kaj se spuščaš. Ja. Pa lažje rečeš ja temu. Se so ti po moje tudi tebi zgodile kakšni trenutki v življenju, ne? Ker rečeš, če bi prej vedela, koliko bo znalo biti to naporno, ne vem, če bi, a ne, šla v to, hvala Bogu, da nisem vedela, ker ne bi prosila za to, ne? Ne bi prosila za to, ja. Ja. Zelo naporno je bilo, ja. Prvo leto sploh, pa vse je drugače, a veš, spustiš vse odnose tam. Hkrati je pa tudi ta del, ker prideš v to drugo državo, ker tudi ni nujno, da so vsi pa samo prijazni s tabo. A ne? Država, ker takrat sploh niso bili navajeni neke raznolikosti, drugačnosti. Smo doživeli tudi veliko takih trenutkov, a ne? Rasizma in čudnih pogledov in vsega tega, ne. In veš, tudi to se mi zdi, da zelo oblikuje potem kot otroka, a ne. Mislim, mene kot otroka je to zelo oblikovalo, zato ker pa sem si pa želela čim manj izstopati. A ne, in se mi zdi, da sem jaz avtomatično šla v to, da bom čim bolj podobna Slovencem, čim bolj, da se naučim jezika, a ne, čim bolj, da vzamem to identiteto, da bi bila nekako sprejeta. Ampak se pa sprašujem, kako pa bi bilo odraščati vsem, a veš, med
ljudmi, ki izgledajo isti kot jaz, mislim, da je to na telesni ravni vseeno bi bil en drugačen občutek. Tako, drugačen občutek bi bil, ja, verjetno. Ne bi jih zamenjala za nič na svetu. Res obožujem živeti v Sloveniji, ampak se pa tega tudi vedno bolj zavedam. Ja. Koliko sem pa tudi kompenzirala s tem. Mi ob tem pride na misel, da ti je menih v Indiji, ko si še bila v Indiji, rekel, rojena si, da kot lotosov cvet zrasteš iz blata. Zakaj se hočeš tako zelo zliti z okolico? Ja. Kako si razumela te besede in kaj so tebi premaknile? Ker rekla si, da je bilo zate to zelo pomembno slišati. Ja. Takrat jih nisem čisto razumela, ampak se mi zdi, da sem neko energijo občutila ob temu, od te osebe. Taka lepa pozitivna energija mi je bila, pa dajala mi je upanje. Kasneje pa sem začela to ugotavljati, da v bistvu to pomeni ravno to, kar smo se prej pogovarjali, in travma, in vsa ta tema, ki greš čez njo, v bistvu, da to ni namenjeno temu, da se pol tega oklepamo, pa da se preveč poistovetimo s tem, ampak to je namenjeno samo temu, da greš čez to, izkusiš, tudi to raziskovanje sebe, zdravljenje sebe, greš čez to, izkusiš, pogledaš v te predale, ampak potem pa tudi greš iz njih ven. Da se ne poistovetiš z temo v sebi, ampak z tem neokrnjenim delom. Z svetlobo, z tem, kar je, ker vidim, da je naše jedro je neuničljivo. Tako ne glede na to, karkoli se nam je zgodilo, to mi je fascinantno. Vedno lahko prideš do tega neuničljivega jedra. Vedno lahko prideš do tega notranjega otroka, ki je pure, čistina, odprto srce, poln življenja. Je to vse tam. Tako da to je eno tako veliko darilo zame, v bistvu ta stavek. Zakaj se v bistvu vsi trudimo biti to močvirje, medtem ko smo lotosov cvet. In pol tudi, se mi zdi, da če prideš v nek odnos, ali pa česarkoli se lotevaš, se mi zdi zelo zanimivo se vprašati, a se zdaj poistovetim z nekim blatom, nekim močvirjem, ali sem zdaj prišla tukaj z energijo tega, kdo v resnici sama. Ja. Pa še ta stavek, moja drugačnost je moje darilo svetu. Zakaj je tako pogosto tako težko verjeti, da je prav to, kar nas dela drugačne, tudi naša največja vrednost? Ja, se zelo strinjam še vedno s tem zdaj. Se mi zdi, da bi bil svet res tako lep pa vesel prostor, če bi bilo to normalno. Sej v resnici, če pogledamo okoli sebe, tudi če se trudimo biti ne vem kaj, ne moreš te svoje drugačnosti skriti, je dejstvo. Da tvoja drugačnost je drugače, od moje in koliko je to lepo. Ja. Mislim pa, da je to enostavno ta sistem, ali kaj, ne vem. Ker nas hoče vse enake narediti. Ja. Sistem v bistvu se mi zdi, ker smo tako najbolj vodljivi. Ja. Tako smo najbolj poznani, najbolj predvidljivi, vodljivi, če smo čim bolj podobni. In tako smo tudi verjetno najbolj profitabilni za sistem. Se mi pa zdi lepo, da bi to... zdi se mi, da se to sicer že dogaja. Da to majhni otroci začnejo čutiti. Ni v bistvu, da karkoli drugega postaneš, ampak v bistvu, kdo si ti, prinesi to v svet, pripelji to navzven. Samo kdo si ti, da se samo to zaliva. To se mi zdi super. To je mogoče to tudi kolektivno zdravljenje. Ja. Kakšna je bila razlaga tvojega očeta o telepatiji v otroštvu? Ker s tem si že odraščala, da ti je govoril te stvari. Ja, mi je govoril te stvari in sem tudi zelo hvaležna mu, ker je imel posluha za kaj takega. Z mojim očetom sva si v velikih stvareh res bila zelo različna. On je bil tak hiter tip, ognjen pa tako. Ampak res ta stvar, imela sva pa skupno to ljubezen do duhovnosti. Tako da mi je bilo to lepo videti pri njemu, da je bil vedno ponosen na mene.
naprimer, to, da sem jaz kot majhna tako rada molitve prebirala in ne bila veliko v teh templjih in to me se zanimalo o meditaciji in duhovnosti, da to nikoli ni rekel, joj, pa to ni za tvoje leta primerno, pa kaj te pusti se igrati ali pa tako, ne? Vedno je bil nekako celo ponosen na to. Ja, ona je pa drugačna, ona pa malo tako razmišlja, ja, ona je taka, ne? In njo to pa zanima tako. In v bistvu je bilo tako, da je on moral iti kot novinar, ne? Je imel novinarsko konferenco iz Chandigarja, torej iz enega mesta na severu v Delhi, če se prav spomnim, da je to. In je bil odsoten, mislim, da za 3 tedne takrat. Ne? Zdaj, glede na to, da so mi 2 sestre živeli samo z očetom, pa z dedkom pa babico tudi takrat, jaz sem bila noro navezana na očeta in sestra isto. Ne? In vsak tak odhod, veš, ko nekdo skozi prehaja v tvoje življenje, pa odhaja, je nekaj zelo bolečega čutiti to odsotnost starša. Ne? On je takrat šel, takrat pač ga ni bilo potem doma 3 tedne in jaz sem rekla, jaz te bom pogrešala, ne, kako pa bom jaz zdaj brez tebe, oči. In s sestro sva zelo radi vedno jedli večerjo z očetom, ne, tako vedno sva ga čakali, da on pride iz službe. Včasih je bilo to zelo pozno, tako midva sem takrat jedli z njim, ne, skupaj. In sem rekla, kako bom zdaj jaz jedla, s kom bom zdaj to jaz jedla. In potem je rekel, glej, tukaj ti dam mojo sliko. Ne? In ko boš ti začela jesti, postavi si tole sliko tako, ne? In ti mi kar v mislih povej, veš, oči, zdaj bomo pa imeli večerjo, ne? Gremo jesti. In jaz bom to slišal, jaz bom to razumel, sem rekla, kako boš ti kar zdaj slišal, ne? Te moje misli. Je rekel, ja, ker se mi lahko slišimo, da obstaja telepatija. Tako zanimivo mi je, veš, da tako besedo slišiš že, ne vem, 1. razred sem bila, ne? Telepatija. Telepatija je torej sposobnost, oziroma bom točno tako rekel, kako mi je on to razložil. Ne? Je rekel, telepatija lahko izvedeš tako, gledaš v to prispodobo te osebe in če se dovolj potrudiš, če si dovolj močno to prispodobo prikličeš, da jo res čutiš v sebi, lahko potem ti preko te povezave tej osebi predaš, kar ji želiš povedati. Ji lahko poveš te informacije in ta oseba, če je povezana s tabo, bo to nekako občutila. Ne? Rekel pa je, ja, predvsem je pomembna vera, ne? Da zdaj pa res zaupaš, da deluje. Ker če pa ne boš zaupala, potem ne bo delovalo. Ne? In meni se je zdelo pač, tako kot oči reče, to se mi je zdelo sveto, ne? On je tako pameten, kot si tista faza, 5-6 let, ko gledaš svojega očeta, tako, wow, oči, ne? Kot deklica. Sem rekla, če pa oči tako pravi, pa sigurno to drži. In meni se je potem to zdelo čisto normalno. Jaz sem to sprejela kot normalni del življenja. Da in pač, tudi je. In tudi je, Ja. dejansko. Ja. Sam to pri nas pozabimo. Ali pa Ja. nas tako ne vzgajajo. Ne? Ja. Res je. Samo, a veš, si pol vidiš, ko so kakšni taki trenutki, ko rečeš, lih sem pomislila na tebe, pa si poklicala. Ko se pa to začne toliko velikokrat dogajati, vidiš, mi smo povezani, a ne? Ali pa tudi na neke druge energetske niti, ki nas držijo skupaj. Sploh starši je tudi res, a ne? V dobrem in včasih tudi v slabem smislu, kaj čutiš lahko tudi veliko njihove bolečine, ampak ko je moja mami umirala v bolnišnici, jaz tega nisem vedela, ker mi niso hoteli povedati, ker seveda so imeli občutek, da bom jaz čisto se bom zlomila. Ne? Mi je bilo zanimivo to, da sem jaz tisti dopoldan, bila sem v ovulaciji v svojem ciklu, kar naenkrat sem dobila tako močno menstruacijo. In jaz nimam takih noro močnih menstruacij, hvala Bogu, nisem jih imela nikoli, ne? No, niti takih bolečin, nič. In samo teče iz mene. Prav tisti dan, ko je ona odšla, to je noro, a ne? In jaz tega nisem vedela. To krvi, in sem poklicala potem na urgenco, ker sem se bala, bom jaz izkrvavela. In so rekli, a ste vi, ne vem, a ste imeli kako tako situacijo, da je to kakšen spontan splav, ali kaj ne, jaz nisem v nobenem odnosu zdaj, ne, tako sama sem, nemogoče, da bi se kaj takega zgodilo, pa smo pač rekli, ok, opazujte, če se do večera ne umiri, ne, pridite na urgenco. In ja, polka sem pa zvedela, da se točno v tistem času to dogajalo z njo, mi je bilo totalno jasno, kaj se je pa zgodilo, ne. Ja, in tako povezani smo na energetski ravni in moje polje je začutilo njen odhod. Moj ženski del, ki je tako in tako povezan, z njeno žensko energijo, je pač to začutil in je imel svoj odziv. A se ti spomniš takrat, ko smo se srečali na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, da sem jaz tebi povedala, da sem čutila haj odhod? Ja. A se spomniš? Ja. Bom kar povedala to zgodbo.
Se pravi, on je umrl enkrat okrog 10 zvečer, jaz sem pa cel dan tako totalno radost čutila. Stik z Bogom večji kot kdajkoli prej. In sem še pomislila, ko pa prišel domov, mu moram pa to povedati. In ga pač nisem nikoli več videla, ampak so se pol pogovarjali takrat, ko sem tebi to podelila, to zgodbo, da sem začutila, da je bila njegova duša v odhajanju, da sem se priklopila na to energijo in je bila lepa in mi je to pomagalo iti skozi tiste najtežje trenutke, ker sem toliko bila polna svetlobe, da se je to zgodilo tudi zato med drugim, da mi je bilo lažje preživeti vse tiste. Verjamem. Ja. Po vseh teh izkušnjah, kako vidim, ko se ti enkrat zgodi, že rečeš, ok, v redu, mogoče je izjema. Ampak ko imamo tako močne vezi z nekom, tako močne povezave z nekom, to ni samo to življenje. To so ti, se mi zdi, dogovori. Mogoče to včasih tako romantično, pa samo v partnerstvu uvijemo, ampak res, če še grem iznad to partnerstvo, partnersko ljubezen, se mi zdi, da je še ena taka dušna ljubezen, ki jo čutiš do ljudi in do duš, kako ne rečem, s katerimi pa se toliko in toliko krat srečaš. In to se mi zdi, da se sam pogledamo v oči, pa začutimo, pa vemo, mi se ne rabimo videti cel življenje, ampak če pa ti kaj rabiš, pač se bo zgodilo, da bom jaz tam ali pa bo nekdo drug tam. Tudi se mi zdi, da ko nekdo odhaja, odvisno od tega, kakšen je ta naš odnos z njim, da velikokrat pomagajo, da je lažje potem tisti osebi kaj tam. Ampak, to je tudi tako, če smo mi odprti za to. Če mi v tistem trenutku rečemo, globoko, moje srce je zdaj strto na tisoče koščkov in hkrati, če sem zdaj odprta za čutenje vsega tega, kar prihaja, lahko velikokrat se mi zdi čisto naravno, občutiš to, pa začutiš to. In to je tisto, mogoče, ko imamo potrebo vse razumeti, mogoče bi bilo boljše, če bi imeli potrebo rajši izkusiti. Ker ko mi ljudje rečejo, da razloži mi to, rečem, kaj pa, če rajši gremo v to, da nekako se približaš tej izkušnji, ti bo lažje jasno v tvoji glavi, kako sam sebi to pač pojasniti. Jaz ne znam te stvari čisto tako pojasniti, niti se mi ne zdi smiselno, ker itak ne delujemo za 100% svojih možganov, to so že itak dokazali, tudi znanstveno, ne uporabljamo cele kapacitete, to mislim s tem, ne uporabljamo. Zelo majhen delček celo, Ja. In sej potem pa, ko ljudje grejo na nekakšne psihadelike ali pa kako drugače spodbudijo kakšne druge dele možganov, vidiš to drugačno zaznavanje, to drugačno stanje. Sej že mislim svetlobni spekter, koliko malo ga mi vidimo z našimi očmi, svetlobne spektre, mi ne vidimo vse spektre svetlobe. Mi imamo občutek, da je tukaj točno zdaj vsa ta svetloba, ki je zdaj ta trenutek tukaj, da je samo tak odtenek ali pa tak spekter svetlobe, pa jo ni. Ves čas je ogromno vsega že zdaj okoli, kar pač ne morejo naše oči, niso sposobne videti, niti nimajo mehanizmov, da bi pač videli te stvari. In pol tudi svetlobna bitja in tako in umrli. Ja. Prej sem ti omenila, preden so začeli snemati, da zadnje noči se spomnim vsako noč, da je haj ob meni, da sva skupaj v sanjah. Medtem ko predtem je bilo mogoče 5 sanj v tem enem letu, odkar ga ni, in so mi bile vsake toliko zelo dragocene. Zdaj pa tako manj žalosti, ni več, da bi ta žalost to ovirala in se bolj res vsako jutro se spomnim z zavedanjem, da so bila skupaj in si ti rekla, kako si rekla, da se ti zdi, da še vedno opravljava skupaj svoje poslanstvo. A si rekla nekaj takega? Ja, nekako, kako sem rekla. Veš, tudi jaz sem zdaj ta trenutek tisto eksaktno besedo sem pozabila. Zdi se mi, kot da se nadaljuje njegovo poslanstvo, vajino poslanstvo še vedno še naprej, skozi tebe. Mogoče bo to poslanstvo še močneje speljano v resnici. Takih zgodb je veliko drugače. Meni se zdi čisto naravno, da se to vajino poslanstvo nadaljuje. Tudi zdi se mi naravno, da ga zdaj mogoče bolj sanjaš, ker mogoče prej tvoj sistem ne bi zmogel. Ni imel kapacitete, da bi
da bi ga toliko veliko lahko sanjal, ker je mogoče to še sprožalo ene občutke. Ja. Zloma, srca mogoče. Tako da verjamem, da tudi nekako to naravno pride do tega. Ja. Da potem, ko je srce pripravljeno, ko je dovolj, zaceljeno, ali pa da se mogoče tudi tega več ne boji, kar recimo njegova prispodoba sproža v tebi. Jaz verjamem, da mogoče so kakšni dnevi, ko se mogoče zbudiš, pa je težko, težko je, ko ga sanjaš, pa se zbudiš, pa si želiš osebo prijeti za roko. In poznam zelo dober tudi sama ta občutek. Se mi zdi, kot da nam dovoli samo toliko, koliko zmoremo tisti trenutek, da ni preveč tudi za nas. Tako da vajno poslanstvo se res nadaljuje, me prav zanima, kaj bo s tem poslanstvom. Jaz ti lahko rečem recimo tudi, da čutim podobno z smrtjo moje mami, da se mi zdi, da bi se ta odnos, ne vem, pismo, da veš, ko včasih rečeš, a to res zdaj tako si po glavi delam, ampak kot da se je odnos pojačal. To sem večkrat že slišala, tudi prav glede mam, ja. Da so bili težki odnosi, zdaj pa so tako ful podpornice svojih hčerk. Ja, prav čutim tisto ogromno hvaležnosti, tudi sem začutila z njene strani. Hvaležnosti, da nisem zamerila, da sem razumela stvari. Celo v bistvu pač, jaz sem bila bolj na tej strani, veš, jaz sem zelo hitro šla v razumevanje njih, ampak je bil pa en del vsem potreben. V mojem primeru sem pa morala iti malo v zamero, si dovoliti občutiti. Res ni bilo v redu in daj mu dovoliti tudi naravno reakcijo, da sem pa jezna. Ja. Tako da sem imela en proces po njeni smrti, ne vem, pol leta sigurno sem bila zelo jezna tudi na njo in da si dovolim to. Tu mi je pa pač pomagala telesno usmerjena psihoterapija, velika. Iti v te dele tudi, veš, da ne grem takoj v odpustiti moram, ampak v redu je, da dam temu otroku priložnost, da tudi vse te impulze malo živi, ko se to potem sprazne naravno, itak sem lahko šla, kar sem vedela, na meni je bilo jasno, kakšne zgodbe so to, pač vse za mano, vseh teh mojih prednikov. Ampak ta odnos je res zanimivo, kako se je, ker najprej me je bilo strah sanjati, tako kot ti praviš, recimo sem jo redko sanjala. Strah, jaz enostavno, veš, pač imam pa drugačno zgodbo, vajin bond je bil močen, ljubeč in partnerski, sem pa imela tudi, da mene globoko v sebi je bilo strah moje mame. Zaradi tega, ker sem nosila velik strah, da me bo ona uničila. Moja mama me lahko ubije. Že iz maternice, pa to je potem tudi v življenju, se to večkrat so bili taki trenutki, ko je ona izgubila nadzor. Ja, tako kot je tvoje polsestro. Tako kot je moje polsestro. Ja. In jaz sem imela po njeni včasih celo, veš, more, da ona hoče priti v moje stanovanje in jaz zaklepam vrata in se trudim, da ne bo vstopila in me je totalno strah. Potem, ko sem začela raziskovati to simboliko, sem pa tudi začela ugotavljati, da zakaj mami meni prideš v taki strašljivi podobi. Pač grozna, zakaj te tako sanjam. In ne sanjam te ljubečo in ne vem kaj. To si rekla, ko je bila še živa? Ne, potem. Ja. Potem, ja. Ko je bila živa, je nisem sanjala. Ja. Ne, nisem tako imela. Sem v bistvu ugotovila, da je to, da mi želi s tem povedati, ta moja tema, veš, ta ženska v meni, koliko je vse potlačeno. V bistvu. Zato, ker me je strah odpreti, pa imam občutek, da me bo to ubilo, če se soočim z vsem tem, kar do nje čutim, da me bo to ubilo, v resnici pa me ne bo. Če odprem vrata, lahko pa da bom stala v svoji moči, bom rekla, stop, tukaj pa moj prostor, ne moreš me tako strašiti, hej, A si imela kdaj take sanje? Da sem ta drug korak naredila? Ja. Nisem. Imela sem sanje, torej te strašljive, pa sem pa začela sanjati, da sem se nehala bati, da je bila z mano pol v prostoru, pa da je bil pol nekako so se naprej razvijale. Tako da mi je to dalo pol vedeti, okay, čim sem začela sanjati, da se jo več ne bojim, a veš, da se tudi delov nje v sebi več ne bojim, torej ta strah, ki sem ga od nje poddovala, da se ta strah zdravi pa umirja. Ker je imela diagnosticirano shizofrenijo in baza za shizofrenijo je strah. Tako da, veš, da
da ustvarjam varnost počasi tudi v svoji psihi, ne, prek tega. Pa so se pa te prispodobe sanj začele spreminjati. Ja. Sem jo tudi že enkrat sem jo potem sanjala, kako enega drugega otročka, recimo, a veš, pestuje, pa nosi, jaz pa gledam od strani, a ne, pa se mi zdi to lepo. Tako da to moja notranja mama, a veš, bolj, ko sem delala materinsko do sebe, to mi je vse sporočala podzavest, ne, preko sanj. Aha, nekaj se pri nama spreminja, drugače doživljava zdaj, a ne, mamo. Hkrati pa tudi, da se moj odnos z njo spreminja, ne, tudi da ona dela nadaljavo. Nekako, ne, veš, tako občutek sem imela, kada prav hotla je tako pomagati, da se tudi ona pomiri. Ker je čutila, da veš, vedela je, okay, je moralo biti tako, kot smo, ne, vse je nekako do pikice, je ta nek plan, master plan, ne, ampak sem čutila, da je težko videti vse to, kaj se vse dogajalo. A veš, če sam zdaj govorim o tem, čutim prav tisti glas, ki bi rekel, ne, moji punčki, koliko ima je moglo biti težko. Koliko ima je moglo biti zaradi mene težko, pa mene ni bilo tam. Tako energijo sem začutila od nje in ja. In da bo zdaj naredila, ne, nekaj. In tudi zanimivo, da je isto moja sestra, ko so se pogovarjali o čist drugih vodah, ne, čist drug tip osebe. Rekla je, zanimivo, tako občutek manjka, da nekdo pri enih stvareh kar malo pomaga. Yeah. Neke te uradne stvari, pa tako smo imeli dosti stvari še zapoštivati v življenju, še vedno malo, ne. Kar nekdo malo pride na pomoč, kar je malo lažje. Tako da definitivno jaz osebno se počutim z njo bolj povezana, ampak zdaj je tega, ne moreš verjeti, je že to 4 leta, ker meni se zdi, kot da bi bilo, veš, 1 let, 2 leta, ne, samo mim. In tudi to je, ne, ko se ti zgodi neka huda travma, se mi zdi, se občutek za čas ustavi. In kar malo tam ostaneš in je tudi to pomembno, pripeljati sebe nazaj, ne, da se ti ne zgodi, da se ti življenje kar ustavi tam. V tvojem primeru, veš, je to lepo, ker jaz te res občudujem, ker si šla, ne vem, meni se zdi, da bi lahko imela enkrat ti kakšne kroge, prav za ljudi, ki grejo čez podobne procese, ki jih tako globoko razumeš, a veš, ti si šla na tako ljubeč način v ta proces izgube ali pa prehoda, bom rekla, ne, da sem to res občudovala, se je rekla, neverjetno, vzela si je čas, pa tako skrbi za sebe, pa na tak način, pa odprla se ljudem, a veš, da si se dejansko odprla ljudem, pa spustila ljudi k sebi. Ker jaz prvo leto, dobro, tudi, da veš, mlada sem, res nisem imela, niti mi toliko sanjalo, kaj bi bilo pametno, ne, sem delala, utrujena sem bila neskončno, nisem vedela enostavno prvo leto, kako bi izbirala, da sem sam preživela tisto prvo leto nekako, tako gremo česa, ne. In se mi zdi, da bi bilo lepo oziroma zelo pomembno, da kakšna taka stvar obstaja, kakšni taki krogi obstajajo, da ljudem res, a veš, iz lastne izkušnje, da se pomaga čez ta prehod iti. Ker vidim, da ljudje ostanejo tam. Vidim, da ljudje kar ostanejo in se zahakljajo in ostaneš tam. In kot da en del, a veš, če sem prej imela 100% svoje energije, recimo, sem imela občutek po tistem, da sem 30%, 40% energije, kar tam je ostala v tistem dogodku. A veš, in kar ne pride iz tiste časovnice ven. Še vedno? Ali je zdaj boljše? Zdaj je zelo drugače, ja. Je. Tudi, ko sem res dovolila si sprejeti, v mojem primeru je bilo, veš, spet je bilo drugače, ker meni je to, da je ona mami umrla, je bila še ta rezina, res sprejeti, da jo ni bilo v mojem življenju in da jo ne bo. V tem fizičnem svetu, da je to sprijazniti se s tem, sprejeti. Ker moj način je bil, da sem se zelo borila. In jaz sem želela, nekako bo ona v redu, a veš, imela sem to vizijo za naprej. Ko čez 10 let bo pa ona z mano živela. Bomo našli način, vse se da urediti. Da bo prišla iz Indije v Slovenijo. Recimo, ja. Ali pa že v otroštvu sem skozi imela to sanjarjenje, ko sem bila majhna. No, pa mogoče bo pa mami našla službo, pa mogoče se bo pa stabilizirala, pa bo prišla, pa bom pa jaz šla tu lahko k njej. Vidim, da spet je to v bistvu bil samo obramba, ker je bilo preveč za moj sistem takrat občutiti nje ni
in je verjetno ne bo. A veš, da si to dejansko, to resnico, to pomiritev, kot sem na začetku rekla, neuspeh doživiš, pa hitro probamo nekaj popraviti. To se je zgodilo in to se je res zgodilo. In sedeti s tem. Tako da ta smrt je pa potem to naredila. Si pa hodila nekaj v Indijo na obisk ali pa k starim staršem? Ali si bila večinoma tukaj? Večinoma sem bila tukaj, stike smo, zelo zgubili, tako da polka smo našli stike, smo pojačali, mislim, pol tudi pojačala te stike. Je bilo pa, zelo kmalu se je potem tudi to zgodilo. Zelo hitro, ekspresno, to je bilo noro. Tako da v bistvu dolga leta nisi imela stika z mamo? Imela sem z njo stik tako, da sva se slišali parkrat na leto. Parkrat na leto. Malo vmes se kdaj videli, starimi starši pa sploh nisem imela stika, zaradi tega, ker moja mami se je takrat poročila proti njihovi volji. Oni se niso želeli, da se ona poroči, in so bili zelo proti in so prekinili z njo stike. Dejansko nekaj let so še bili potem v stikih, ko sva še bili majhni sestro, potem so pa dokončno prekinili te stike. Tako da razumem, zakaj se je tudi njej zgodila taka huda psihoza in vse. Mi je jasno, da kje se tako velik zlom zgodil, pa hkrati seveda bil to velik tabu. Ja. V Indiji je bil velik tabu, da imaš ti neko psihično obolenje. Ampak tudi, da se poročiš po svojem izboru, ne? Ja, da takrat je ni bilo šlo to za težko. dogovorjeno poroko. Ja, da ni bila to dogovorjena poroka. Ja. Nočem spet posplošiti, ni povsod po Indiji tako, ampak res odvisno od družine do družine. Najbrž je tega vse vedno manj. Ja, vedno manj. Vedno manj je. Zanimivo, kakšnim mojim prijateljem je še pa čist v redu, da imajo dogovorjeno poroko. Tako da je tako, kot mogoče imamo pri nas te aplikacije, so pa tam te spletne strani, ki imaš tam profile, napisano, katero kasto spadaš, kako je tvoja višina, kaj iščeš, kakšne imaš neke veščine, in se potem pomečaš in greš se parkrat srečati na zmenke in podobno. Se pravi, hočeš reči, da več ni, da starši to urejajo? Malo bolj je ohlapno. Ja. Naprimer, tudi če ti starši naredijo izbor 3, naprimer, pa dobiš 3 slike, pa rečejo, kaj pa če med temi 3 zdaj zbereš koga, da se poročiš. Ja. Najdejo pa tako na spletu, to praviš? Najdejo na spletu, v časopisu so prav razdelki. V časopisu imaš prav te oglase poročne. Zelo je drugače v vaseh. Verjamem, da je v vaseh bolj strogo, da so še vedno zelo tiste lahko. Ker se tudi bolj poznajo med sabo, pa je lažje pol neke ženine, pa ne veste potencialne. Verjetno, ja. Večja je ta tradicija, bolje lahko, po moje, še vedno kakšna taka stroga poroka, da sploh ne moreš reči ne želim se poročiti s to osebo. V mestih je pa bolj ohlapno, ja. Pa tudi drugačen koncept ljubezni je, v Indiji ali pa vsej bil je, kar mi je po eni strani všeč, en del tega mi je lep, ker tam je koncept, da ljubezen gradiš skupaj. In v bistvu ni, zaljubiš se, ne vem kako se, ne vem kaj se zgodi, pa rečeš, to je moja oseba, s to osebo se poročim, ampak v bistvu, na podlagi nekih kompatibilnosti greš, se poročiš s to osebo in potem jo znotraj tega zakona raziskuješ, spoznavaš in gradiš počasi to ljubezen. To naj bi bila idealna ideja. Seveda ni v praksi tako, ampak sama ideja pa bila na tak način. Ti gradiš ljubezen skozi leta in leta in leta, da to ni neka stvar, ki je instantna, in da ljubezen v bistvu med dvema tudi pomeni veliko prilagajanja. Drug drugemu. Trud, da je to tista intima, da je to ta globina. Ko ti greš z nekom čez določene stvari, tudi se mi zdi jezik ljubezni, mogoče, kar sem jaz bila navajena, kako izgleda jezik, kako izkazuješ ljubezen, je drugače. Mogoče kot potem, ko sem odraščala v drugem delu svojega življenja, ki sem ga tukaj videla. Se mi zdi, da tam velik del tega jezika ljubezni tudi neko žrtvovanje kdaj za koga, za recimo partnerja. Gre to v toksično smer vsekakor, ampak če se zdaj osredotočim pa na tisti lep del, ki sem ga pa tudi videla, med dvema partnerjema, da res
prideš nekomu res naproti in narediš to za to osebo. In isto strani možavno res pride nasprot in res naredi to za to osebo. Mogoče je to nekaj, kar polohranja tudi neko partnerstvo. Včasih mogoče pa trenutno smo mogoče malo preveč individualisti, mogoče tako pač mora biti, pa se bo to uravnovesilo. Ampak ja, jaz tako hočem, jaz to hočem, zdaj če si ti to v redu, če pa pač nisi več to, pa ok, pet stran. Ja. Tega prostora vmesnega, koliko se pa lahko midva srečava na pol poti, kaj je pomembno, kaj je res pomembno, kjer ne moremo narediti nek kompromis, ampak kaj so pa tiste stvari, kjer pa želim narediti kompromis, kjer mi je vredno, ker si mi tako dobra in dragocena oseba. In to ne pomeni, da zdaj izgubim sebe, ampak ja, ta koncept ljubezni mi je, tisti ta lep del mi je dragocen. Čim se pa pol patriarhat pomeša zraven. Ja, praviš, da je ženska energija v indijski filozofiji povezana z obiljem, negovanostjo in spočitostjo. V naši kulturi pa je pogosto povezana s pridnostjo, skromnostjo in odrekanjem, torej ravno obratno. Pa da morajo hčerke delati in biti odgovorne pri nas, sinovom pa je dovoljeno samo biti. Kako se ta razlika v vzgoji pokaže v odraslih odnosih med moškimi in ženskami? Ja, misliš v Indiji ali tukaj? Pa oboje, in pri enih in pri drugih. Ali pa rečemo pri nas, da gremo malo bolj v konkretno. Jaz bi rekla, torej Indija pred patriarhatom, ker tudi kakšne izobraževanje, ko jih jaz vodim za ženske, to so stara znanja, tista staroindijska znanja, preden je bil patriarhat, preden je bil kapitalizem, je bilo drugače. In točno tako, kot ti govoriš, ta staroindijska znanja učijo o tem, pravzaprav govorijo, veš, da ženska ne rabi iti do Boga, ker on je v njej. Take stvari celo govorijo. Moški je tisti, ki mora iti do templja, ki mora iti na neko romanje, ne vem kam, veš, gore, da pride do Boga in da pride do tega občutka. Rečejo, ženska je lahko kadarkoli pride v stik z Bogom. Ona lahko pomiva posodo, pa je v nekem globokem meditativnem stanju. Pa ta odnos, da ona dejansko je boginja, to ni mišljeno tako, veš, zdaj sem pa, ker zdaj tudi velikrat vsi rečemo, jaz sem pa boginja, jaz si pa zaslužim, ampak zavedanje, da če je ženska v redu v družini, to je prava znanost dejansko za tem, če moderno rečem, če ženski živčni sistem v redu, dejansko regulira celo okolje okoli sebe, Ženski živčni sistem vpliva na partnerjev živčni sistem. Moški ne zna na tak način regulirati kot ženska. On zna na drugačen način. On zna, recimo, če je razpršenost, zna regulirati, da prinese tisti, fokus, osrediščenje pa pelje. Ampak ženska pa zna regulirati skozi pomiritev, skozi negovanje, skozi tisto, ko si v stiku s kakšno tako žensko, mogoče materinsko. In če se ti je že zgodilo, ko se kar spustiš iz glave, vse glava utihne, pa si kar lepo v telesu. Ta občutek mi je tako lep, ker glava se sam pomiri, sam pride žensko. Res je občutek varnosti, ni treba nobenega nadzora, da si varen. Ja. Jaz recimo temu rečem, da je to ta občutek, ko se nazaj utelesiš. Ko ne živiš samo tukaj nekje. In to je recimo, meni je to fantastično, da so to ugotovili, ker ko je ženska torej nahranjena, pomirjena, nekako uravnovešena sabo, jaz potem kot ženska lahko dajem to energijo naprej. Lahko, ne vem, moj dotik je drugačen, hrana, ki jo pripravim, je drugačna, nasmeh je drugačen, pogled je drugačen. In to vpliva na otroke, to vpliva potem na partnerja, to vpliva pač tudi na celo družbo. In se mi zdi, da takrat verjetno je bil to bolj matriarhatno, da se pač enostavno gradil, okoli ognjišča, kako bi to rekla. Ognjišče je ženska, to ne pomeni, da njena vloga sem biti doma. Ne. Ampak, da je njen ritem center, to se meni zdi res lepo. Torej, da je ženski ritem center tega, kako svet funkcionira. In kako se gradi potem ta svet. Torej, če bi sledili ženskim ciklom, ženskemu ritmu delovanja, na dolgi rok bi bili vsi mladostnejši, bi vsi dlje živeli, ne bi bili zgoreli. Se tudi to, ko velikrat rečejo, da moški recimo tudi imajo krajšo življenjsko dobo in podobno. Meni se zdi to vse zelo povezano s tem.
Ker potem, ko je ena puščica, sam gasneš. In ta del, ta lunarni princip funkcioniranja, mislim, meni se zdi, če samo odpremo oči, a veš, niti ne rabiš, ne vem kako analitično to razumeti. Če samo odpreš oči, pa pogledaš okoli sebe, ni ista svetloba vseh 12 ur v dnevu. Niha ta svetloba. Je pik svetlobe, ki je največ, in pa se ta svetloba spet umirja. Isto, ni vedno vetrovno, nimamo vedno enake razmere, laboratorijsko, kako pač mogoče želimo zdaj funkcionirati. Ne? Vsak dan želim biti isto produktiven, isto se počutiti, dobro se počutiti, in vsak dan pričakujem od sebe podobno. In potem, ko tega ni, je kako ne. Da je to v bistvu normalno in naravno. Da ne moremo, in tudi za moške, jaz mislim, da tudi moški imajo nek svoj cikel, ali se pa malo na ženski cikel pol oni tudi orientirajo. Pa to tudi potem na njih vpliva. No? Eni sicer pravijo, to isti, da imajo bolj skozi leto cikel, da so bolj solarni, pa pol s tem soncem potujejo nekako. To ne vem, to se nisem spuščala. Ampak ja, res verjamem v to, ko rečemo, če je ženska srečna, je družina srečna in res, če bi bile ženske bolj varne, pomirjene, nahranjene v tem svetu, bi bila ta družba drugačna. Hodila sem ti pa še to reči, za vrednost pa obilje, tudi. Ja, se mi zdi, da je naučena sem, da bi bilo dobro, da ženske pristopamo do obilja na drugačen način. Torej, da naš sistem, našemu telesu naj bi po večini bolj ležalo drugačen princip, kako greš v služenje denarja, kot ta klasičen princip. Kot naprimer, jaz si moram prislužiti, moram biti vredna, da potem to imam, zaslužiti si moram. Kar je mogoče bolj pri moških, rabijo ta izziv, in potem, ko dobijo ta izziv, se prek tega dobijo ta občutek. Znam, vreden sem. Indijska filozofija pravi pri ženski, da je v resnici bolj to, da se vrneš domov k sebi in se pomiriš. Pomiriš se glede svoje vrednosti. Pomiriš se s tem, ja, res sem v redu in res je dobro, da mi gre dobro. In ne rabim si prislužiti z neko pridnostjo, da z mano delajo lepo. Ali pa velikokrat v Sloveniji slišim to, pa se jaz zelo hecam pa iz tega. Recimo gremo nekam na nek hrib in potem mi reče, ne vem, kakšna ženska, zdaj sem si pa res zaslužila ta štrudel. Zdaj sem si pa ga zaslužila. In jaz pa rečem, veš kaj, jaz sem si ga lih tako zaslužila od spodaj, a pa v posteli, ali pa če bom šla zdaj tukaj 2-krat gor. Meni se zdi to tako, kaj je ta zaslužila. Dajmo to iz tega vokabularja zbrisati, ker velikrat ima obraten učinek. A veš, kaj pa reče, ja, kaj pa, če se potem razvadiš? Jaz mislim, da lih obratno, če se pomiriš s tem, naravno pride tudi do tega, da delaš potem v tej smeri. Naravno delaš, naravno smo potem produktivne, naravno nekako zdravo delujemo v smeri obilja. Tako da ta občutek, prideš pa rečeš, ja, zaslužim si, da zdaj ljudje z mano lepo ravnajo. Zato ni nič takega, to ni nek presežek. Pa tudi koncept oblačenja, recimo, mi je tako lepo, enkrat sem o tem pisala tudi. A veš, indijska oblačila, tista tradicionalna, to je toliko enih detajlov. Ti imaš lih eno tako majčko zdaj, Toliko enih detajlov je v teh oblačilih in jaz se vsakič tako počutim, kot da sem res ena taka princesa, kraljica, veš, pa rečem, wow, koliko ur je bilo to noter vloženo, natančno, lepo. In moj prijatelj si recimo v Indiji čisto normalno, ja, kaj je to tazga, ni to nič takega. In priti nazaj v to, da je to normalno. Ja, normalno je, da imam oblačila, ki so narejena s toliko pozornosti, s tako pozornostjo. Ja, zaslužim si to. To je standard, to je pač, vsi si to zaslužimo. Iz tega se mi zdi, da prihaja potem tudi eno obilje. Iz astrološkega vidika, kar se tiče denarja, pa tudi rečejo, da v moški karti v bistvu Venera, ki tudi predstavlja v veliki meri energijo denarja v moški karti, da simbolizira seveda tudi žensko, s katero je skupaj, in če želi potem on arhetipsko delati z Venero v svoji karti, natalni,
bolj, ko recimo lepo dela za svojo partnerko, bolj, ko je ona v redu, bolj, ko sta ona dva v redu, to vpliva tudi na partnerjeve finance. Tako da v Indiji velikrat je tudi, to je tako čisto normalno tam, da recimo sedim s kakšnim prijateljem, pa mi reče, veš, odkar sem pa z njo poročen. Ona je moja Lakšmi, ne Lakšmi, boginja obilja, ne. Ona je moja Lakšmi, moje finance so le tako gor. In veliko to slišim in mi se čisto normalno o tem pogovarjam, že ja vem, normalno, ne, klasično. Če si z žensko, s katero ne, je dobro poklopaš, ponavadi grejo moški gor, ne, tudi finance. In potem tudi so takšni obredi astrološki, da naj bi moški masirali stopala svoji ženski ob petkih. Petek je Venerin dan, ne, in tvoja Venera je pa doma, ne rabiš jo ne vem kam tiskati. Ona je tukaj in celo, veš, ženske se doživlja v staroindijski filozofiji takole wow, ne, da recimo, kje pa biva ta Venera v ženski, a veš, ne nekje v glavi, na kroni ali pa ne vem, v srcu, pa to, v stopalih. A ne? Tako, že sam na stopalih nosiš Venero, veš, kako smo me super, a ne? Kaj je šele, ki je druge po telesu, ne? Tako čist mi grede, po dnevu hodim malo, imam Venero v stopalih in, a ne, tako, to pomeni, da ne že hodim kot eno zlato samo v bistvu, ne?